Wow! Krokodil Ciril se ni maral igrati z drugimi otroki v šoli. Jaz sem zverina, se je široko ustil, in se ne mislim ujčkati z dojenčki. Kadar je učiteljica brala povesti, je Ciril nalašč zganjal hrup, samo da bi motil druge. Kolovratil je po razredu in razbijal po bobnu. Bum, 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 bum. Nekoč so pri risanju izvedeli, da se jim bo pridružil nov sošolec, lev Saša. Lev, krasno! Ta je ravno takšna zverina kot jaz, si je rekel Ciril zadovoljno. Gotovo bova prijatelja. In komaj je čakal, da ga spozna. Postavil se je k šolskim vratom, da bi ga prvi pozdravil. Toda, ko se je lev končno prikazal, Ciril kar ni mogel verjeti svojim očem. Saša je bila vendar punčka. Otroci so se Saši lepo predstavili in jo povabili, naj se igra z njimi. Cirila pa ni bilo med njimi. Bil je ves razočaran, ker je bila Saša deklica, in sklenil je, da ji bo iz življenja naredil pekel. Ko je Levinja prvič prišla mimo njega, je s sokom poškropil njenega medvedka. In za povrh ga je hotel še povoziti, a si je premislil, samo zato, ker ga Saša ni gledala. Me bo že opazila, je zarenčal pri sebi. In ko je videl, da gradi stolp iz kock, je brž prišel in brcnil vanj, da se je sesul. Tresk! Potem je privlekel na dan svoj trombon in ji na ves glas zatrobil na uho. In ko je hotela nekaj naslikati, je Ciril brž nekje staknil posodico z rdečo barvo, se ji priplazil za stojalo in z rdečimi packami popacal slikico. To pa je bilo preveč. Saša je na stežaj odprla gobček in tako strašansko zarjula, da so se zatresla tla. Wow! Cirilu so se od groze nasršile luskine in ves prestrašen je odskočil. Še nikoli ni nikogar slišal, da bi tako strašansko zarjovel. Drugi otroci pa so bili čisto očarani.
Wow, so vzkliknili, še Cirila si prestrašila. Med glavnim odmorom so se vsi šli igrat na dvorišče. Cirila pa je bilo tako sram, da je rajši ostal v razredu in bral knjigo. Malo pozneje je v razred prišla tudi Saša in prisedla k Cirilu. Pogledala je, kaj bere. Ko je vstala, se je krokodil ozrl za njo, da bi videl, kam gre. In ko je videl, da sedi sama na gugalnici, je pohitel k njej, jo prav prijazno vprašal, ali se lahko usede na drugi konec. Malo sta se zibala, nato pa sklenila, da se gresta gugat še na obroč. Pridružilo se jima je še nekaj drugih otrok. Potem so se vsi skupaj preselili na plezalnico. Dajmo, rogovilimo malo. Kdor bo najglasnejši, bo zmagovalec, je predlagal Ciril in vsak je zatulil, kolikor mu je grlo dalo. Zarjula je tudi Saša. Ko je prišla na vrsto ura pravljic, so posedli okrog učiteljice. Začudeno jih je pogledala, saj so bili vsi tako tihi in mirni, celo krokodil. Tokrat Ciril ni razbijal po bobnu, ampak je sedel lepo zraven Saše in poslušal. Jutri pa se bodo na dvorišču spet šli rogovileža. Dragi moji otroci, lepo je, ko sprejmemo druge v igro in se z njimi igramo. Bodimo prijazni in strpni drug do drugega.